Napredek znanosti in s tem seveda tudi medicine na številnih področjih pri številnih boleznih omogoča izjemen napredek. Tako je tudi na področju raka. In danes pravzaprav v Sloveniji v tem šolskem letu obeležujemo izjemno prelomnico pravzaprav, saj bo v prihodnjih letih mogoče, če se bodo seveda starši odzvali in se odločili za zaščito s cepljenjem proti HPV ne le pri deklicah, ampak tudi pri dečkih, mogoče kasneje v življenju preprečiti prenekatero hudo izkušnjo, težko prebolevanje bolezni, ki je v določenih primerih lahko tudi usodno. Res je, izjemno smo veseli, da bo z letošnjim letom brezplačno cepljenje proti HPV po nacionalnem programu cepljenja dostopno tudi dečkom v 6. razredu osnovnih šol. S tem se bodo tudi dečki pridružili deklicam, ki pravzaprav jim je to na voljo že več kot 10 let. To je seveda pravično po eni strani, zaradi tega, ker okužbe s HPV ne prizadenejo samo deklice in ženske, temveč tudi moške. In zdaj bodo imeli tudi naši slovenski dečki, podobno kot drugod po Evropi, možnost, da se z 2 odmerkoma v starosti 12 let zaščitijo pred okužbo in s tem pred vsemi boleznimi, ki jih ta okužba povzroča v odrasli dobi. Danes pravzaprav dobro vemo, kako uspešni so različni preventivni prijemi, preventivni programi, kako veliko lahko na ta način naredimo za svoje zdravje. In to ne le s cepljenjem. Zelo poveden je tudi primer slovenskega programa Zora, ki nas je privedel do faze, ko lahko razmišljamo celo počasi že o eliminaciji raka materničnega vratu, kaj ne? Res je. Kot vodja programa Zora sem izjemno vesela, ko vsako leto gledamo številke in vidimo pravzaprav, kako uspešni smo pri zgodnjem odkrivanju predrakavih sprememb in zdravljenju in s tem, ko uspemo z rednim presejanjem na 3 leta pri ženskah v starostni skupini 20 do 64 let pravočasno odkriti zgodnje predrakave spremembe in jih zdraviti, s tem preprečimo raka. Izjemno smo veseli tudi, če uspemo odkriti raka v zgodnjem stadiju, kajti dejstvo je, da prej kot raka odkrijemo, manj invazivno je zdravljenje in boljše je preživetje. In dejansko je Svetovna zdravstvena organizacija konec preteklega leta prepoznala Slovenijo kot eno izmed držav, ki bo morda med prvimi v Evropi uspela eliminirati raka materničnega vratu in sicer s kombinacijo učinkovitega programa Zora in cepljenja proti HPV. In nenazadnje bo tudi cepljenje dečkov proti HPV doprineslo k temu, da se bo vzpostavila kolektivna imunost, zaradi česar bosta oba spola, tako deklice kot dečki, bolj zaščiteni pred raki, ki jih povzroča ta okužba. Pri deklicah bo pa seveda to pomenilo, da bodo imele tudi manj raka materničnega vratu. V slovenskem prostoru pa se vendarle še vedno srečujemo tudi z zadržki, s pomisleki glede varnosti in učinkovitosti cepljenja. V takem položaju se zagotovo znajde tudi prenekateri starš, ko se odloča za tovrstno zaščito pri svojem otroku. In pri tem je najverjetneje ključnega pomena in bo učinkovita, ustrezna, verodostojna komunikacija. Res je, jaz verjamem, da so starši zmedeni ob vsej tej poplavi informacij in dezinformacij. Nekatere so samo napačne, druge so pa prav, zanalašč zavajajoče, tega sploh ne morem razumeti. Zdaj, vsi strokovnjaki, tako v Sloveniji kot po svetu, ko se ukvarjamo res s cepljenjem, z nalezljivimi boleznimi, z raki in imamo ogromno izkušenj, seveda se tudi povezujemo s tujino, delamo raziskave, objavljamo članke in ne moramo razumeti, kako je lahko naša beseda enakovredna besedi nekoga, ki pravzaprav teh znanj nima. Zato bi res pozvala starše, ko se bodo letos odločali o cepljenju proti HPV, da naj se zavedajo, da ima njihova odločitev posledico za zdravje njihovega otroka. Odločitev
za necepljenje je odločitev proti in stroka verjame, da je to veliko slabše za otroka, kot če bi bil cepljen. Zaradi tega predlagam in pravzaprav pozivam starše, da se o svojih dvomih posvetujejo z imenovanimi šolskimi zdravniki, z drugim zdravstvenim osebjem v zdravstvenem domu, ki se s tem ukvarja. Nenazadnje se lahko obrnejo tudi na program Zora, na Zvezo slovenskih društev za boj proti raku, na sekcijo za šolsko medicino. En kup enih ljudi je, ki pravzaprav so, bom rekla, poprofesionalni in tudi osebno so zavzeti za to, da do staršev pridejo prave informacije in da dejansko bomo zaščitili pravočasno te naše otroke, da ne bodo v odrasli dobi zbolevali za rake, za katerimi jim res ne bi potreba in tudi umirali. Saj smo videli danes, sem prikazala primer iz Romunije, tam vsako leto zboli 3400 žensk za rakom materničnega vratu in umre 1800 in te ženske ne bi rabile ne zbolevati, ne umirati, ker tega raka znamo praktično eliminirati. Pri tem pa lahko, zlasti v zdajšnjem času, ko se nekako ne le Slovenija, ampak ves svet pripravlja na verjetno zadnji val epidemije novega koronavirusa, ki ga bo narekovala različica Delta, lahko potegnemo vzporednico tudi z odločanjem za cepljenje na tem področju, kaj ne? Res je. Zanimivo je, da je Svetovna zdravstvena organizacija pred nekaj leti prepoznala oklevanje pred cepljenjem kot eno izmed globalnih groženj javnemu zdravju. In to je zelo, zelo prišlo do izraza zdaj med pandemijo. Oklevanje pri cepljenju je pravzaprav ni nič novega, s tem se ukvarjamo že zelo dolgo časa in je tudi zelo dobro proučeno. Ima 3 ključne determinante. Eno je zaupanje v varnost in učinkovitost cepiva. Druga determinanta, ki se mi zdi, da je pri covidu v bistvu zelo izrazita, je to, da pravzaprav se ljudje vprašajo, zakaj bi se sploh cepil. Saj mi nič ne bo. Se pravi, pravzaprav ne vidijo nekega smisla v tem. In tretja determinanta je pravzaprav dostopnost cepljenja, kjer pa mislim, da smo pri covidu res odlično zastavili. In vendar vsakič, ko pogledamo številke, vsakič, ko pogledam, koliko ljudi je že zaradi covida v Sloveniji umrlo in ko pogledam te številke, dnevne številke smrti, ki so zaenkrat še majhne in upamo, da bojo take zaradi precepljenosti najbolj rizičnih skupin ostale, me zmrzi, ker vem, da 99% teh ljudi ne bi rabili umreči, če bi bilo cepljenih. Seveda cepivo, nobeno cepivo in zdravilo ni 100%, ampak je pa zelo, zelo dobro. In ljudje zaradi covida umirajo, ljudje zaradi covida so hospitalizirani, cel svet stoji zaradi covida in iskreno verjamem, da je cepljenje prava rešitev.